bi prosil kolego doktorja Bojana Dešo, da spregovori torej svoje razmišljanje, da tako rečem, torej od naroda obsojenega na smrt do genocidnega naroda. Mislim, da je naslov dovolj intriganten, če že uporabim to besedo, in tudi dovolj poveden, da bomo vedeli, o čem bo govora. Prosim, Bojan. Hvala lepa za besedo. Najprej bi se zahvalil organizatorjem za povabilo. Bi pa seveda me Zdene ravno prav opozoril, da v uvodu svojega referata povem še to. Seveda, konec vojne, osvoboditev, zmaga, vse lahko debatiramo, ampak če hočemo konec razumeti, moramo poznati tudi začetek. To se pravi, potreba nek vzročno-posledični pogled na celotno problematiko in to ne samo pri drugi svetovni vojni, ampak praktično pri vseh zadevah. Mi je pa tudi zelo prav prišla izbira kraja, to je Celje, za tale simpozij in bom tudi začel prav kar v Celju. Navajam. Gospodu Marku Krajncu, Hotel Evropa, Celje. Po telefonu so me naprosili, naj gospodu Krajncu, Hotel Evropa, Celje, kot zastopniku Slovenskega narodnega sveta, sporočim, da predstavnik Ministrstva zunanjih zadev ne vidi možnosti, da bi se mogle sestati z vodjem Slovenskega narodnega sveta. Grof Bosi Fedrigoti, lastnoročno nadporočnik. Konec navedbe. Tako je prispel 14. aprila 1941 v Celje dokončni odgovor nemške vlade na pobudo, ki sta v Beogradu že dan pred napadom sil na Jugoslavijo, 5. aprila 1941 sprožila Frank Ulovec in Miha Krek, tedaj še ministra v Simoviči vladi, in ko sta tudi med drugim dejala, navajam. Če se za Slovenijo ne bo našla kakšna posebna rešitev, bodo morali Slovenci, prav tako tudi Hrvati, umreti skupaj s Srbi. Ker pa ima gre za njeno deželo bolj kot za jugoslovansko državo, sta poiskala drugačen izhod. Ta pa mora biti na vsak način najden in rešen v sodelovanju z Nemčijo. Konec navedbe. Kot vemo, so se po tej nemški zavrnitvi štirje tedajni vodilni predstavniki slovenskega političnega življenja v posebni spomenici 18. aprila 1941 obrnili na Mussolinija z enako pobudo, vendar brez uspeha. O teh vprašanjih, ki so po svojih razsežnostih in večplastnih posledicah odločilno determinirala nadaljnji razvoj medvojnih dogodkov na Slovenskem, sem seveda obširno pisal v knjigi Čas odločitev, nekaj poudarkov povezanih predvsem s primorsko problematiko, pa sem pred temi tedni predstavil tudi in simpozij v Ajdovščini, zato se nameravam v svojem prispevku osredotočiti le na nekatere vidike te v navednicah zgodbe. Nacistične oblasti namenov, kot sta jih predvidela že Kulovec in Krek, namreč, da bodo v tem slučaju morali Slovenci umreti, niso niti najmanj prikrivale že takoj od začetkov zasedbe. Tako je spomenica z naslovom Tragedija slovenskega naroda, ki je bila sestavljena že 18. maja 1941, ugotavljala, da slovensko ozemlje in prebivalstvo od neposrednih vojnih operacij ni utrpelo občutne škode in nadaljuje. Navajam. Prava katastrofa in pravi pekel pa se je za slovenski narod začel po zaključenih vojnih operacijah, ko so Nemci zasedli 3/4 slovenskega ozemlja. Kar se dogaja na slovenskem ozemlju od trenutka nemške zasedbe, ni več navadno vojno plenjenje in izropanje prebivalstva. Naloga in namen zasedbe ni nič več in nič manj kot izdebljenje slovenske narodne bitnosti, slovenske kulture, slovenskega jezika, slovenskega ozemlja ter takojšno brezobzirno ponemčenje vsega tega ozemlja. Vse, kar se je dogajalo od 10. aprila 1941 do danes na slovenskem ozemlju, sprav malo več kot za mesec dni gre, zasedanje po nemških četah in pod nemško civilno pravo služi enemu samemu glavnemu namenu. Slovenski narod je treba izbrisati iz površja zemlje. Konec navedbe. Sicer pa so bili o nasilju nad Slovenci in namenih okupatorjev z njim tudi zahodni zavezniki in njihova javnost razmeroma solidno seznanjeni. Naj omenim samo pogovor Mihe Kreka, jeseni 41 zelo znanim strokovnjakom britanskim za vprašanja Podonana in je tudi priznal jugoslovansko problematiko, to je Robertom Sittenom Watsonom, ki je Kreku, ko pač informiran o dogajanju v Sloveniji, dejal, to je nasilje največjega naroda in najmanjšim narodom v Evropi. Kako poznana je bila usoda Slovencev v okviru nacističnega novega reda, pa prepričljivo dokazuje mnenje poljskega pravnika in lingvista Ljudovskega rodu,
Rafaela Lenkina, sicer izumitelja v navednicah izraza genocid in njegovega utemeljitelja, ki je v nekoliko spremenjeni podobi dobil tudi potrditev v Združenih narodih leta 1948. V svojem leta 1944 izdanem delu Axis Rule in Occupied Europe je zapisal tudi naslednje, navaja. Prakso iztrebljanja narodov in etničnih skupin, ki jo izvajajo zavojevalci, avtor imenuje genocid, kot pojem, ki izvira iz grške besede genos, plemes rasa, in latinske besede cide, po analogiji s homocidom fratricidom, to je uboj. Genocid se izvaja skozi usklajene napade na različne vidike življenja podrejenih ljudcev, na političnem polju, na socialnem področju, na kulturnem področju, na ekonomskem področju, biološkem smislu, na področju fizičnega obstoja, ki vključuje racioniran sistem za nenemško prebivalstvo, ki vodi k stradanju, z množičnim pobijanjem, v glavnem judov, Poljakov, Slovencev in Rusov, na religioznem področju, na področju morale. Konec navedbe. Tako je Rafael Lenkin kot izumitelj in pravni temeljitev pojma genocid, ter kot tak predstavljal osrednjo avtoriteto na področju novih pravnih norm za nasilje, ki ga izvajajo predvsem nacistični režim, postavil Slovence po svoje ogroženosti oboge z Judi, Poljaki in Rusi, za katere menim, da so najbolj izpostavljeni genocidnim namenom. Ocena v tedanjem skrajno nezavedljivem položaju Slovencev kot enemu najbolj ogroženih narodov v strani nacističnega režima je bila tako že za časa vojne podana z najbolj verodostojnega in merodajnega mesta. Pri tem je Lenkin pojem genocid uporabljal še v bolj ozkem pomenu, kot pa je bil po vojni sprejet v Generalni skupščini Združenih narodov. Vendar pa se taka oznaka za nacifašistično nasilje nad Slovenci po vojni ni uveljavila niti v slovenskem oziroma jugoslovanskem zgodovinopisu. V zadnjih desetletjih se predvsem v slovenskem zgodovinopisu uporablja za raznaroditev Slovencem pojem etnocid, ki ga je tudi v navednicah izumil Lenkin in je kasneje tudi dobil prostor v Združenih narodov. Pojem je sestavljen z grške besede etnos, narod in kot že omenjeno latinskega cides. Pomeni pa zanikanje pravice narodne skupnosti uporabe, razvijanja in posredovanja lastne kulture in svojega lastnega jezika, tako kolektivno kot tudi posamezno. Kljub temu je uporaba v povojni praksi pojma etnocid ostala povsem v senci uporaba pojma genocid, če seveda holokausta kot pojmenovanje nacističnega pomora Judov med drugo svetovno vojno kot edinstvenega primera genocida v človeški zgodovini v tej zvezi niti ne omenja. Kako pa obravnava razmerje med holokaustom in ostalimi žrtvami nacizma, lahko bi dejali kar na 3/4 uradni razlagi, ki ste jo pripravila Yad Vashem v Jeruzalemu v sodelovanju z izraelskim parlamentom Knesetom v publikaciji z naslovom Pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z holokaustom, pa lahko navedemo kot najsodobnejši primer, gre za publikacijo iz leta 2005, v poglavju Kdo so bile druge žrtve nacizma, v kakšni meri je bila njihova usoda tudi podobna in koliko različna od Judov? Naslednje mnenje, navaja. Bilo je veliko drugih ljudi in ljudstv, ki so se počutile kot žrtve nacističnega režima zaradi političnih, socialnih ali rasnih razlogov. Vrsta ljudstv v Evropi, posebej še tisti, ki so govorili slovanske jezike, je sodila med rasne nižje na podlagi nacistične rasne ideologije. V tem primeru ni bila rasna ideologija edina, ki je določala, kako so nacisti obravnavali posamezne etnične skupine. Tudi realpolitik je prišla v igro. Kljub predpostavljeni manj vrednosti so Slovaki, Hrvati, Bolgari in tudi nekateri Ukrajinci bili nacistični zavezniki. Kljub temu je 2 milijona ruskih vojnih ujetnikov bilo umorjenih z načrtnim ustradanjem, težaškim delom in ustrelitvami zaradi rasnih razlogov in zaradi sovraštva do komunizma. V prvotnem boju za preoblikovanje Evrope na rasnih in političnih temeljih so nacisti nameravali uničiti tudi obstoj Poljakov kot naroda. Nacistični načrti kljub temu niso imeli za cilj uničiti Poljakov. Poljski otroci, ki so izgledali kot Nemci, so bili pripeljani v Nemčijo, intelektualci in voditelji so bili umorjeni z namenom, da preprečijo upiranje, ostali so bili zaslužni. Konec navedbe. Za razliko od Lenkina, ta publikacija ne omenja izrecno Slovencev kot tistih, ki bi bili izpostavljeni kot žrtve nacizma. Omenjeni niso bili niti Čehi, čeprav je Hitler ravno v Mein Kampfu posebej izpostavljal svoje sovraštvo do Slovanov v avstrijskem delu Habsburške monarhije, za katere je bil prepričan, da imajo namen slovanizirati monarhijo. Večkrat sicer izrecno omenja zgolj Čeha,
Vendar glede na dejstvo, da so bili le še Slovenci slovanskega rodu v avstrijskem delu monarhije, če ne štejemo Hrvatov in Srbov v Istri in Dalmaciji, ki pa sta bili izvan Hitlerjevega miselnega obzorja, je povsem jasno, da so v ta Hitlerjev okvir sodili tudi Slovenci. Tako da vsakakor ni naključje, da je ob sprejetju odločitve o napadu na Jugoslavijo izrecno poudaril, da Slovenci in Srbi niso bili nikoli nemški prijatelji. Konec navedbe. Takšna je bila torej percepcija strani zagotovo največjih žrtev druge svetovne vojne. Kakšen pa je pogled strani države, ki je zrasla na ruševinah nacističnega rajha in šla po vojni skozi več različnih faz denacifikacije in nasploh popolne družbene porazije, to je Zvezne republike Nemčije. Nemški predsednik Richard Weizsäcker je v svojem govoru pred Bundestagom ob obeležitvi 40-letnice konca vojne leta 1940, ki velja za prelomnico v nemškem videnju vojne, poudaril, da predstavlja zavezniška zmaga 8. maja 1945 sicer res najnižjo točko po eni strani za nemški narod, toda hkrati predstavlja zanje tudi dan osvoboditve od človeka nevrednega sistema nacistične vladavine nasilja. Takšna opredelitev v nemški družbi še danes prevladujoča. V govoru je Weizsäcker omenil med žrtvami, katerim se poklanja na prvem mestu pomor 6 milijonov Judov. V tem primeru so na nek način zajeti tudi prekmurski Judi, nato pa poklon vsem narodom, ki so bili z vojno prizadeti, predvsem je izpostavil številne državljane takrat Sovjetske zveze in Poljske. Pri takih izpostavitvi žrtev je seveda zanimivo, da Slovenci niso bili posebej omenjeni. So se pa lahko prepoznali v naslednjih kategorijah žrtev, ki jih je nemški predsednik leta 1985 naštel. Duševni bolniki, talci, žrtve odporniških gibanj v sosednjih državah, prisilni delavci, izgnanci in pa žrtve stradanja. 8. maja 2015, ob 70-letnici konca vojne v Evropi, se nemški predsednik Gauck odpovedal govoru in to prepustil uglednemu zgodovinarju Heinrichu Augustu Winklerju, kar zagotovo predstavlja pomembno simbolno sporočilo. Winkler je v svojem govoru, ki je sicer v osnovnih potezah temeljil na Weizsäckerjevem sporočilu izpred 30 let, še nekoliko bolj v središče postavil holokaust, izraz, ki ga Weizsäcker pred temi 10 leti še ni uporabil, ki je meni, da je v središču nemške zgodovine 20. stoletja, ter potem z velikim presledkom, bolj proti koncu govora, omenil bolj mimogrede še nekatere druge žrtve, kot so Romi in Sinti, homoseksualci, prisilni delavci. Med kraji, ki so postali sinonim nacističnega nasilja, pa s področja bivše jugoslovanske države tudi Kragujevac. V tej najsodobnejši izpostavitvi žrtev nacističnega terorja se lahko Slovenci identificirajo zgolj prisilni delavci. Eden največjih poznavalcev 20. stoletja, ugledni ameriški zgodovinar madžarskega rodu John Lukács v knjigi The Legacy of the Second World War, šla je leta 2010, ugotavlja, da izjemno zanimanje za drugo svetovno vojno še kar traja, ter da predvsem v Zahodni Evropi, Združenih državah Amerike, Rusiji v veliki meri še vedno obstaja konsenz o tem, da je bilo to dobra vojna, good war. Pričemer pripomina, da dejansko sicer nobena vojna ne more biti dobra, obstajajo zgolj boljši cilji neke vojne v tistih v drugih vojnah. Hkrati pa Lukács opozarja, da je med številnimi narodi, zlasti v srednji in vzhodni Evropi, pa tudi v Italiji in na Japonskem, ki so se v svetovnem spopadu znašli med poraženci in so v tem smislu seveda logično imeli povsem drugačno izkušnjo, vendar je prišlo do izraza tudi drugačno razumevanje njenega pomena. Takšno temeljno delitev percepcije druge svetovne vojne v družbah v spopadu udeleženih držav in narodov po znatni meri relativizira dejstvo, da je imela ta vojna tudi zelo drugačne razsežnosti od prejšnjih, zlasti če je vzpostavljena pravzaprav na nek način z njo edino primerljivo, to je prvo svetovno vojno, saj ni šlo le za spopad med državami, temveč pogosto tudi za obsežne konflikte znotraj posameznih narodov, ki so potekali na podlagi ideoloških in političnih delitev. Poleg tega sta konec hladne vojne in s tem povezana nekoliko kasnejša razširitev Evropske unije v vzhodno Evropo, kjer se je tudi v postkomunističnih družbah vzpostavil interpretacijski pluralizem, odprli tudi možnost za razmislek o vlogi in pomeni druge svetovne vojne z perspektive novih svetovnih razmerij po razpadu bipolarne ureditve, kjer ne bi bil vsaj v Evropski uniji eden njenih ciljev tudi oblikovanje skupnega Evropskega unije. Po 70 letih so se tako v znatni meri izkristalizirale zelo razlikujoče se percepcije druge svetovne vojne in njenih posledic,
kar je pač glede na zelo različne položaje in izkušnje tudi povsem razumljivo. Vse te spremembe v zadnjih desetletjih po padcu Berlinskega zidu pa so privedle tudi do znatno drugačnega pogleda na vlogo in položaj Slovencev med drugo svetovno vojno, ne v slovenski družbi, temveč tudi v soseščini. Slovenija je namreč obkrožena z državami, katerih prebivalci so bili vsi državljani držav, ki so zagrešile agresijo na Jugoslavijo z vsemi njenimi posledici. Tako so deli javnosti v sosednjih državah znatno spremenili optiko glede vrednotenja tedanjih dogodkov in je v ospredje stopilo predvsem dogajanje takoj po vojni, ki so si ga pri zahodnih sosedih izbrali tudi za državni praznik, kot dan spomina na žrtev Fojp in Exodusa, na severu, ker še danes ni povsem razčiščena dilema, ali je država prva žrtev nacizma, ali pa gre njene tedanje prebivalce obravnavati kot najbolj zagrizene privržence nacizma, se je v zadnjem času tudi v znanstveni literaturi za izgon nemške manjšine predvsej uveljavil pojem genocid Völkermord, katerega pa mimogrede povedano se v današnji Nemčiji večina znanstvenikov izogiba. Po razkritju množičnih prikritih grobišč, po vojni pomorjenih oseb, katerih znaten del so predstavljali pripadniki najrazličnejših vojaških formacij, ki so bile vpete v vojne napore nemških oboroženih sil, pa je Slovenija pozavi z dogajanjem drugo svetovno vojno, če se že omenja, v nekaterih tujih medijih prepoznana zgolj še kot dežela množičnih grobišč, oziroma celo pol smrti. Sveda takšne spremembe dojemam nikakor ne gre posploševati, a jih hkrati tudi ni moč zanemariti, glede na to, da so bile nekatere geste v tej smeri izražene tudi z dovolj merodonajnih mest, tako političnem kot tudi v znanstvenem pogledu. Bi tukaj navedel, da je trend zelo podoben tudi ne samo pri sosedih, ampak tudi na Slovenskem. In se bom pa na mnenje Lada Ambrožiča, ki ga je za MMC izrazil ob proslavah, te, ki so bile ob 70. obletnici konca vojne in osvoboditve. Takole citiram. Predstavniki slovenske oblasti so na zborovanjih ob dnevu zmage pretekli vikend v svojih nastopih skrbno izbirali besede, da ne bi žalili spomina na pobite domobrance v zgodnem poletju 1945. Sam dogodek, 70-letnica zmage nad fašizmom in nacizmom, je tako ostal na obrobju dogajanja. Predsedniki so glede na prejšnjo jubileje radikalno spremenili svojo retoriko. Nekaj malega v skupnem boju z zavezniki, malega ničesar v osebnosti fronti, dobesedno ničesar v partizanske vojnosti, prav tako ničesar v porazu predvojne in medvojne meščanske radikalne slovenske politike. Pač pa veliko o dogajanju v koncu vojne. Konec navedbe. Za konec bi samo še omenil, vzroki za takšen povrat so zagotovo kompleksni, da se je iz take percepcije, kot jo je predstavil Lenković že v času okupacije, ki je nacistom pripisoval genocidne namene Slovenci, prišlo po nekaj desetletjih do takega obrantja v dojemanju v nekaterih delih sosednjih družb, pa tudi pri nas ni tako zelo drugače, da se genocidnost vsaj po srednji obliki pripisuje prav Slovencem, je pa zagotovo stvar, ki bi bila vredna tehnega razmisleka. Hvala lepa. Bojan, hvala. Vsekakor mislim, da mnogo gradiva, bom rekel domače besede, futra nam je dal, da lahko za diskusijo in za razmišljanje o tistem, kar sem prej govoril, o koncu vojne in zmagi in tako dalje. Mislim, da seveda je treba ugotoviti, da zaključek, da si slovenski narod enostavno, pa naj bo rdeč ali pa črn, kakorkoli se že barva, ne morejo vzeti nase aureole, da tako rečem, genocidnega naroda. Kajti to je pravzaprav nekaj, kar si enostavno ne smemo dovoliti. Če nekateri naši kolegi enostavno to hočejo nam biti v glavo, ali celo bi rekel v srce, kot hoče to nam kolega dr. Dežman, je to seveda njegov problem. Mislim pa, da to ni resna stvar, resna diskusija, da bi bili Slovenci genocidni narod. Res je pa, da seveda beseda genocid in genocid kot pojem je zelo raztegljiva, morda celo pretežka beseda za vse zadeve.
Bi samo dopolnil, no, prosim, ne, ker jaz pravim, kako čuti percepcija, kakšna je, ne, jaz ne pravim, da je bil nasprotno, ampak kako je percepcija v določenih delih družbe, zlasti pri sosedih, no, to je razlika, no, jaz trdim, da so... Zgodilo se mi je, da sem prejšnji teden bil poklican iz Argentine, iz nekaj argentinskega radija, slovenskega radija, da naj dam neko izjavo, nek intervju o koncu vojne. In med drugim je bilo tudi vprašanje, ali so bili povojni poboji genocid. Poslušajte, ljudje Božji, pa uporabljate posebno neustrezni pojem. Lahko da govorimo o pobojih, lahko govorimo o maščevanju, ne pa o genocidu. Slovenca ne moreš biti genocid narediti, ampak to je enostavno zdaj postal pojem, ki ga enostavno uporabljamo kot, ne vem, kot uporabljamo za razne slatine, uporabljamo besedo radenska. To je, že bi rekel, poenostavljanje, ne. V redu, dajmo da diskusijo pustiti. Prosim, čisto tehnično je bilo mišljeno tako seveda, da, bom rekel, v vsakem panelu vsi referenti sedijo tu.